bo magister Gorazd Lemajić. On je kriv za to, da imamo danes kopijo v Muzeju baroka v našem novem razstavišču, tako da še en aplavz za Donimido. Se pravi, 130 let od postavitve, imam prav, slabih 100 let od smrti Aljaža in pa nič od postavitve v našem muzeju. Jaz bom zdaj vam nekaj predstavil ta restavratorski proces, ki smo ga naredili, da je danes na Triglavu restavriran original, za katerega smo sigurni, da bo zdržal vsaj še 100, mogoče 200 let, ali pa še ne. Na samem Triglavu se ga ne da restavrirati, tako da smo morali se odločiti, da ga spravimo do Trigla. 4 dni sem gor nosil vse tele povezovalne trakove, toliko jih je, da bi lahko dvignili, mislim, da 20 Aljaževih stolkov. No, potem je bilo treba odvijačati te vijake, potem smo tudi mogli malo odštemati ves ta cement. No, potem je bilo pa treba stolp dvigniti, ga zamahniti, zato da, ko bi helikopter ga zagrabil, da se ne bi kaj zataknili in bi lahko prišlo do kakšnih nevarnosti. No, in potem je prišel helikopter. In v tistem času je Slovenska vojska zaprla zračni prostor okoli Triglava in prišel je Cougar, to je naš največji helikopter, kot ima vojska. No, tukaj se mi je odvalil kamen od srca, ker tukaj naprej ni več v mojih rokah, ampak v helikopterskih. Evo, tele moja ekipa in jaz, vsi smo strašno veseli in vsi ostali gledalci, ki so še prišli takrat gor. Helikopter je odpeljal stolp v Mojstrano, od tam je šel stolp v Ljubljano, v restavracijski center, kjer smo naredili vse detaljne analize, potem se vrnili nazaj na Jesenice, kjer smo ga pa potem obnovili, to pa bomo zdaj naprej kupili. 21 dni ni bilo stolpa na vrhu. No, na Jesenicah smo potem dali Janžev stolp v tako komoro in so ga speskali. Namreč z leti je veliko ljudi je barvalo stolp. Tako da teh nanosov je bilo zelo veliko. In smo se odločili, da je to treba vse skupaj odstraniti. Razen na tem delu in na tem delu se pa jaz prosil, da se to zaščiti, ker sem upal, da bomo pa tukaj našli kakšne stare nanose barv. Veste, da je bil za časa Jugoslavije rdeč, pa je bil siv, pa so ga ta malarska vojna, so ga Italijani barvali, pa Slovenci barvali. In smo hoteli vedeti tako, čist iz analiz, kdo je bil tisti, ki je prvi obarval stolp v nacionalne barve. Tukaj vidite še rdečo barvo. Pod njo se je pa potem odkrilo še zeleno in modro barvo. Zelena je bila preko modre, kar pomeni, da so Slovenci najprej prebarvali stolp v svoje barve in kasneje še Italijani. No, potem je bilo treba malo kleparski del. Stolp je bil namreč zlik v vseh teh letih, ker so bile zajle, nekatere zajle so popustile, in se je potem začel stolp manj svijati. Tako da je bilo treba malo pohrepati, da smo spet dobili krog. Prebarvali so ga s posebnimi barvami, so jih prav zmešali prav za stolp. No in potem je prišel trenutek, ko smo vrnili Aljažev stolp. Danes je na vrhu še vedno original, s tem, da je streha bila zamenjana po drugi svetovni vojni. Vsi ostali deli so pa originalni, vsi vijaki, vse kar smo restavrirali, ko smo ga razstavili, smo vsak vijak označili, tako da vsak vijak je nazaj na svojem mestu in original je gor. Kopijo boste pa zdaj lahko videli.